Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podkastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Dober dan in lepo pozdravljeni. Na obisk smo se tokrat povabili specialistki klinične psihologije, doktorici Vesni Radonjić-Miholič. Izkušena klinična psihologinja je dolga leta delovala na Inštitutu za rehabilitacijo Soča, predtem tudi na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Psihološko podporo je nudila, Vesna si nudila najtežjim bolnikom in počaščeni smo, da si v zadnjih letih pa strokovna sodelavka našega programa celostne rehabilitacije Skupaj na poti do zdravja nazaj v življenje in zdaj od septembra dalje po novem tudi spletne platforme, kjer zagotavljaš psihosocialno podporo bolnikom s krvnimi raki in njihovim svojcem. Vesna Radonjić-Miholič, lepo pozdravljena in dobrodošla. Dobar dan, veselim se in hvala na povabilu. Vesna, ravno iz Amerike, po 2 mesecih. Ja. Kaj si počela na Floridi? Babica sem bila, aktivno sem bila babica, ker imam tam 2 vnuka. Spoznavala sem nove kraje, ker so se preselili iz Kalifornije na Florido, to se pravi, je bilo že tako zame v Amerika nova. Včasih sem malo v zadregi pred Ameriko, ker je na nek način čutim rivaliteto, ker so moji vnuki zelo daleč in bi seveda raje videla, da smo kje blizu. Po drugi strani pa poskušam skozi njihove oči videti, kaj je to tam privlačnega za njih. Kaj pravijo, kaj je zanje tam tako privlačnega, pa tudi za hčero? Morje, sonce, poklicne možnosti, uveljavljanje, dinamičnost. To, kar jaz vidim tu, mogoče oni vidijo tam v večjem obsegu. Tisto, kar jim jaz včasih pokažem, pa oni še ne vidijo, je razlika. Vseeno, Slovenija ima za moje pojme je glih dovolj velika, da smo drug do drugega prijazni, da se med sabo poznamo, da ko se drug drugemu nasmehnemo, se nasmehnemo iz srca. Ko drug drugega vprašamo, kako si, počakamo in nas res zanima. V Ameriki je to malo drugače, vsi so zelo prijazni, vsi se nasmikajo, ampak to je kozmetični nasmeh. Pri nas te pa zanima, kako je s sočlovekom. Pri nas smo bolj empatični, bolj pripravljeni pomagati. Včasih tudi pokažemo, ko smo slabe volje in ne doživljamo tega drugi kot neko katastrofo. Tam bi bilo v Ameriki, bi bil to dokaz neke neozgojenosti, verjetno. Se zelo izogibajo. Tako da, ja, pristnejši odnosi so lepše je pri nas. Zdaj 2 vnuka sta v Združenih državah. Tako. 2 sta pa tukaj. Tako. Ja. 4 vnuki. Zelo bogato. Je moje življenje z vnuki, to je nekaj zelo lepega. Veliko se učim od njih, pomagajo mi, da svet vidim z tiste plati, ko sem jo včasih pozabila. Da se lahko čudiš nečemu, kar se ti je zdelo samo po sebi umevno. Ne vem, mogoče čisto banalno, ko je vnukinja videla figov list, pa rekla, glej, to je tako kot roka, ima 5 prstov. Kolikokrat sem šla mimo grma, nikoli nisem opazila, da so to lahko rokce, da lahko mahajo. Tudi jaz ne, verjetno je prva stvar, naslednjič na figu. Ja. In se kadarkoli grem zdaj mimo, se spomnim, to je zelo, zelo veliko lepih stvari. Lahko se še igraš, to kar včasih mislimo, da ne smemo več. Oni pa dovolijo in uživam z njimi. Vedno nas opozarjate, tudi psihologi, da je treba ohraniti otroka v sebi. In zdaj, če imaš stik z otroci, pa z mladimi, je to izziv vedno znova. Jaz bi celo drugače rekla, zbuditi ga. Vsi ga imamo v sebi. Naše življenje je podobno tistim babuškam, ki niso zdaj modne, ampak vse, kar smo preživeli, je v nas.
Ali si dovolimo malo pokukati noter, ali si dovolimo kaj odpreti, da pride tisti otrok, ki smo tudi mi ven. Zmoremo. Mi si ne vemo predstavljati, kakšni bomo čez naše, ko bomo 10 let starejši. Ampak vsi se lahko spomnimo, pa lahko podoživimo, kako je bilo, ko smo bili 20, 50 let, 60 let mlajši. Ena od tistih 5 babušk, denimo 3. Nas je zelo veliko. Zanimivo. Vesna, se mi zdi, da je zelo relevantno vprašanje, ne, ta hip. Praviš, so del družine v Ameriki, pa ne vidijo recimo vseh danosti, ki jih imamo tukaj v Sloveniji, ali pa recimo v Ljubljani, kjer zdaj živiš, pa vem, da si razpeta tudi med Rakovim in Škocjanom, Ljubljano, Lendavo. Zanima me, kaj pa so tvoji starši, tvoja mama denimo dejala, ko si šla z Lendave v Ljubljano? Ja, tudi to je bilo slovo. Mogoče je v mojem življenju bilo celo bolj zgodaj, ne? Ker je pač zaradi šolanja sem jaz že 14 leti odšla od doma. Ne? Takrat je v začetku to za avantura in res potem odideš in več čisto nazaj ne prideš. Mislim, da se je mama tega zavedala. Čeprav pri nas v družini je bilo tako, moja družina se je veliko selila. In moja mama se nekako v tem zadnjem kraju, kjer je bivala, nekako nič dobro ujela. In je bilo vedno pri nas, zadnje leto smo tukaj, ne? Ampak je tam ostala do 90. Ne? In mal čez. Tako da, ja, vse te naše družine na naših prostorih so zelo dinamične, se zelo selijo in mislim, da nas najdemo povsod. Vesna, če greva zdaj malo k tvojemu delu v združenju, torej ta celostna rehabilitacija skupaj na poti do zdravja, nazaj v življenje. Kar nekaj časa že delaš v tem programu, vem, da se veselijo naši uporabniki srečanja s tabo, to tudi odkrito povedo, nekaj njihovih mnenj je tudi na spletni strani. Zaupajo ti, verodostojna se jim zdiš, vredna zaupanja? Seveda je zelo pomembno strokovno znanje. Ampak s časoma v bistvu je to moje strokovno znanje ali pa se prepleta z tistimi sporočili, ki so mi jih oblikovali ljudje, s katerimi sem se med delom srečevala. Oni so me v resnici naučili poslušati, učiti se na kak način. Oni so me zadolžili, da tiste svoje osebna spoznanja, do katerih so ob soočanju z boleznijo prišli, ob tem, ko so se z njo spoprijemali, ko so ji dajali prostor v svojem življenju. In to na nek način bogati moje izkušnje in me zadolži, da jaz to dam naprej. Vedno bi jaz na nek način, ko se srečaš z neko življenjsko preizkušnjo, je to podobno kot školjka, ko se sreča s peskom, ko jo boli, pa se najde, ene naredijo iz tega biser. Še več, ene ta biser delijo, ta biser lahko nekomu polepša življenje. In jaz mislim, da so marsikateri ljudje, s katerimi sem se srečala pri svojem delu. Smo šli skozi hude preizkušnje skupaj, smo se skupaj učili, smo iskali skupaj rešitve. Tisto, kar je bilo v ozadju, da smo verjeli, da je življenje vredno, da je vedno fino, da je vedno treba ostati radoveden, kaj je za naslednjim ovinkom. In potem smo skupaj ta biser začeli odkrivati in ga dajati naprej. Že vedno bi rekla, da je med ljudmi imamo nekatere, ki so umetniki življenja. Mogoče niti, da se to zavestno ne odločijo, ampak svojo izkušnjo tako intenzivno doživljajo, tako so povezani, vpeti v ta svet okrog sebe, da jo potem se odločijo, da je vredno deliti z drugimi. In da deliti z drugimi, to na naših skupinah nastaja. In to je tisto, kar je lepo, tam si sprejet, tam lahko doživljaš ti drugače kot nekdo drug in lahko prislušnaš in med vrsticami slišiš in prepoznaš, se tudi jaz podobno doživljam, čeprav o tem ne bi rekel ali pa morda ne prav, da tako doživljam. Naučimo se, da je vse, kar se v meni dogaja, normalno, da je vse, kar se v meni dogaja, da me bogati in da je vse, kar je v meni, lahko podelim z drugim, če želim. In da ni nič narobe, če kdaj samo prisluhnem. In ni nič narobe,
če kdaj vidim jaz stvar drugače in povem, ne, jaz jo pa vidim tako. In to je tisto, kar je vredno skupine. Odprta, topla, vse sprejema, vsem želi biti v oporo. Če zdaj omenjaš torej tako skupinsko delo, sodelovanje, pa recimo potem individualne tvoje posvete, ki jih imaš za naše člane in tudi ne člane, torej za bolnike s krvnimi raki, pa njihove bližnje na torej tej spletni platformi posvetuj.se. Kaj bi rekla, ta rezultat te podpore za bolnika, čisto strokovnega vidika, a je v resnici večji, če je individualen, ali je večji učinek, če gre za skupinsko sodelovanje, ali je odvisno od posameznika? Težko. Mislim, da ga ne znam tako opredeliti. Jaz mislim, da to niso ločljive stvari. Ali pa tudi merljive? Ne, sploh ne merljive. Ker včasih se zgodi, da si celo ti na neki skupini z nečim nejevoljen, nekaj te je vznemirilo in si rekel, pa zakaj bi jaz to? In potem se čez teden morda izkristalizira, da tisto, kar te je oviralo, se je v bistvu na nekaj v tebi skritega, bolečega naleplo. In da to spraviš lahko ven. Tako da absolutno mislim, da to niso ali, ampak da so to stvari, včasih se lahko na nek način komaj malo odprem, pa da se lahko hitro zaprem v individualnem. Včasih je to v nekem skupinskem. In eno in drugo resnično mislim, da je lahko je stvar izbora. Danes sem jaz lažje v individualnem, v nekem drugem trenutku se bolj prijetno počutim. Morda celo začnem skupino, kar si rečem, se nič drugo ne želim, samo vidim ljudi, tukaj so ljudje, oni so imeli pa podobno ali imajo podobno izkušnjo. Torej nisem sama na svetu in morda sploh nič drugega ne pričakujem tisti dan od tega. Mi je že to, še nekdo drug, nekje, morda niti ne tako daleč, gre s podobno izkušnjo v svet, v življenje. In ima podobna vprašanja potem, denimo v zvezi s samopodobo, ob izgubi las, denimo z sorodniki, ko jim hoče prihraniti to bolečino, skrb, pa jim sploh ne pove, pa potem v skupini ugotovi, da v resnici tudi v tem ni sam, da morda nekdo podobno doživlja. To so neverjetne izkušnje. To so enkratne, to so sploh to povedati, ne povedati. Včasih se zdi tako tehnično, tako mehanično, ali naj povemo resnico ali ne. In tukaj pride ven, mi govorimo in čutimo in smo ob resnici. In resnica ni nekaj, kar mi ustvarimo. Resnica je tukaj v nas, ob nas in mi samo odstiramo. In ko odstiram, ali želim, da še nekdo z mano gleda. In pa se potem začnem pogovarjati, kako smo se bali, kako smo drugega zaščitili, kako se včasih ne da zaščititi. Še nekaj se včasih ljudje počasi, morda malo zavedajo. Želeli bi zaščititi svoje svojce, da jim ne bi bilo hudo, hkrati pa ljudje z tako hudo preizkušnjo, kot ena resna bolezen je, na nek način imajo priložnost, da tiste okrog sebe učijo, so neki voditelji naši, se nam ostanejo v nepozabnem spominu. Kako so se pa oni? To se spomnimo lahko, ko doživimo podobno stisko ali neko drugo. Pa rečemo, joj, kako se je pa on znal. In takrat se včasih tudi vprašamo, kakšno sled bi pa jaz, ali kakšno sled lahko jaz, ko grem skozi take hude preizkušnje, pustim v življenju za sabo. Ker naše sledi niso stopinje v pesku. Naše sledi so spomini v srcih naših bližnjih. Kako lepo. Vesna, povej, ko poslušaš te zgodbe, ki seveda so težke, če gre za težko bolezen, je tudi to doživljanje notranje, te realnosti nove, težko, ne more biti drugačno, najbrž je povsem pričakovano, običajno in tako naprej. Zanima me, kako pa to vpliva na te. Jaz bi nekaj drugega rekla. Res iz dna duše ljubim to življenje. In ga sprejemam kot največji in edini dar, ki ga ta hip imam.
In resnično, ko se srečam z ljudmi, vedno znova, v najtežjih preizkušnjah, odkrivam, kako veličasten je človek. Kaj vse znamo, zmoremo. V najtežjih preizkušnjah pa te nekdo pokaže sočutje do drugega človeka. Nekdo, ki zelo trpi, pa v nekem hipu prisluhne čisto z srcem, z ušesi, z očmi nekomu drugemu, ko govori. Vzel ga je za osebo zraven sebe. To se toliko stvari dogaja, da dejansko ob tem je bolečina, ob tem je strah. Ampak mi živimo. Mi smo tukaj zdaj. In ne samo, da živimo, mi smo lahko nekomu drugemu opora. Naučili so me resnično, neskončnega, ampak to ni zdaj deklarativno. Toliko razlogov, koliko ljudi sem srečala z boleznikom, toliko razlogov je, da spoštujem ljudi. In to spoštovanje je ob ljubezni. Seveda, ljubezen je bila osnova. Jaz potrebujem ljudi, jaz imam rada ljudi, jaz rada sem z njimi v stiku, ampak ta srečanja so mi dodala, da jih resnično gledam kot nekaj neskončno veličastvenega. Tako da te bolečine niso, ne drznem si usmiljanja čutiti. Zame je usmiljanje v nekem smislu, da razumem te dovolj. Ja, verjamem, da je težko. Včasih me je strah kakšnega dogajanja, včasih se kregam z usodo, ali jih moraš, a bi se lahko obrnilo drugače. Ja, to je res, so take stiske. Ampak potem se spomnim pogleda, dogodka, nečesa, kaj ta človek nosi sabo, kako ta človek prispeva v tem svetu in vedno ga najdem nekaj. Recimo ti kot psihologinja, ko spoznavaš te globine posameznika, včasih tudi, da nefunkcionalno deluje, te nič ne jezi? Seveda me. Seveda ne drugi, sama, kolikokrat sem jezna nase, kolikokrat sem jezna na svoje bližnje. Ja, nič hudega, robantim, bentim, pa potem mine. Pa ko je mimo, se še to sploh ni bilo pomembno, ne? Ampak ja, seveda se veter mora imeti, ne? Če ni vetra tudi... Bonace ni. Ja, pa tudi ne prevetri, ne? V bistvu, ja, seveda se... Nimam okrušenega, upam, nobenega spektra človeškega doživljanja. Vse jezimo, vse skregamo, s čem nisem zadovoljna. Najhujše na svetu, zame je najhujša bolečina, pa najbrž še za koga je nemoč. Ko vidim neravnovesje, pa nemoč. Recimo tole dogajanje v Ukrajini je zame zelo velika bolečina. Grozna bolečina, glede na vse izkušnje, ko sem delala tudi žrtvami, ko so po vojni bili s tem. Verjetno na Soči tudi, ne? Na Soči, ko smo delali v projektih pomoči. Kaj se naučiš? Naučiš se, da vojna nikoli ni rešitev. Naučiš se, da vojna danes, tudi če te pripelje do zadovoljitve neke kratke želje, 500 let pušča posledice. In te posledice je preprosto včasih nemogoče odpravljati. Tisti, ko jo je dobo, sploh ne ve, da jo ima, kot nič manj hudoni kot atomsko sevanje. Nekje v svojem okolju dobi sovraštvo do nečesa. Generacije trpijo zaradi tega. Skozi generacije se to prenaša. Absolutno. In tega me je groza. In ne rinem glavo v pesek, ampak moram reči, da se kdaj odločim, da kakšno stvar pogledam, kakšno stvar pa se obrnem pa rečem, ne, po 10, po 8 uri ne gledam več poročil. Ne morem gledati trpljenje otrok, ne morem gledati sploh ničesar. In strah me je, ker imam od 4 vnukov 3 fante. Za fante ta svet postaja neprijazen. Ne želim jih nikoli videti v nobeni vojni, kot aktivne, kot kakorkoli. V nobenem primeru ne opravičujem čisto nobenega nasilja. To pa je moj problem, če hočeš nasilja. Toliko vem, koliko je življenje vredno. Toliko hudih stvari se dogaja brez. Pa da bi drugemu še počeli neko agresijo, to mi ni razumljivo.
So rekli tisti dan, ko se ta vojna, ki si omenila, ki je grozodejstvo sama po sebi, kot vsaka doslej in vse prihodne, ko se je začela, so rekli, zbudili smo se v dan, ko nikoli več ne bo nič, kot je bilo v tem okolju, velja tudi za to našo državo, ker je smo del skupnosti, evropske. Kako misliš, da bo to vplivalo na vse nas, na posameznika, ki se je morda komaj izvlekel iz COVID stiska, vemo, kaj so COVID stiske oziroma to obdobje povzročilo na eni strani starejšim, na eni strani otrokom, podjetnikom, tako. In zdaj pa tole, Skrb. Ne vem, morali bomo res vse svoje moči nabenjati, ker nikoli ni dobro, da te ljudje v življenju strašijo. In zdaj nas to strašenje se že 3. leto nadaljuje, v taki in drugačni obliki. Zelo se bojim, ali bomo zmogli moči, da bomo znali strah spraviti v previdnost in da bomo znali se s sončnim pomladanskim dnevom odpreti, vzeti lepoto iz narave, v bistvu znati drug do drugega tudi pričakovati, da bomo lahko nekaj ustvarili, v bistvu, da se bomo otresli te nemoči, da bomo konstruktivni, da bomo se med sabo povezovali, da nam na vsakem koraku ne vcepljajo sovraštva. Ampak da enostavno pričakamo ta maj tako, kot je treba, kot se spodobi za maj. Ne samo vesno, maj je mesec ljubezni. Tako. In da je v bistvu vseeno znamo najti in razgrnemo vse te oblake in znamo najti ljubezen in z njo živeti naprej. Kakšno lepo sporočilo. Malce še v drugi del, da rečem, tvojega strokovnega področja, tudi vedno znova opozarjate, ko človek čuti, ravno včeraj sem o tem brala, malodušje, zaskrbljenost. Je pomembno, da v tistem času je aktiven, torej, da je treba akutno stisko nasloviti zdaj in ne pustiti, da se melje, kopiči, napihuje, ker se potem lahko kronificira. Tako ste nas tudi podučili na novinarski konferenci, ko se je odprla ta spletna stran oziroma platforma posvetuj.se. Zakaj je pomembno, če se danes nekdo počuti zelo slabo, če so bremena zanj tisti hip se mu zdijo nemogoča zanositi, pa ali ne gre za neko akutno bolezen ali odnose s partnerjem, z družino, službo, skratka različne vidike, ki lahko posameznika bremenijo, da poišče pomoč takoj. Zagotovo je, ti stisko čutiš zdaj. To je, in ti jo rabiš zdaj. To je enako, kot če bi se urezal. Ti moraš takrat iti, če boš šel čez en teden, se bojo že stvari neke druge zgodile. Lahko bo šlo vse v redu, lahko se bo poslabšalo. Zelo dobro je, stisko je najbolje reševati tukaj in zdaj, dokler je še obvladljiva. Sicer nam lahko naše izkušnje, naša naravnanost to stisko veča in nas utruja, jemlje našo moč, da bi se z njo spopadali. Včasih je dovolj, da se sama usedem, pa poskušam prevetriti, kaj je v resnici hudo, kaj me skrbi, kaj je res hudo, kaj me skrbi, da bi bilo lahko še z tega, pa morda vidim, kaj jaz lahko naredim. To včasih ni zadost. Potem poiščem nekoga lahko bližnjega, prijatelja, s kom podeliti. Včasih so te stiske daljše, močnejše, ne najdem nekoga, je dobro poiskati strokovno pomoč. Vse, kar se ne razreši, pa je lahko naraste, okameni in takrat je mnogo težje zaživeti s tem, nas začne ovirati že v običajnem življenju in težje znova pridemo do samega osnovnega problema in ga težje najdemo rešitev. Tako da ja, zagotovo. Pa še ena stvar je, te stiske, če govoriva zdaj o bolezni samo, mi običajno se misli, takrat, ko se soočiš, je najhuje. Problemi v zvezi z boleznijo, ker to pomeni na nek način dobiš življenjsko sopotnico, ki te včasih utesnjuje, včasih ovira, ampak se je ne moreš nekako čisto znebiti. In ti problemi lahko pridejo v različnih trenutkih, so različni. Tako da nekdo, ki je že mogoče, 5 let s to boleznijo, pa danes nekaj v zvezi z njo ga zelo moti. In rabi takrat pomoč. To se pravi, ne pomeni, če on že s tem 5 let živi, zdaj pa več nikoli ne rabi pomoč. Ja, lahko je.
Tisti drugi, ki pridejo, bolezen je kot kamenček, poseže na različna področja življenja. Druga stvar, lahko se zgodi, da smo mi do sebe drugačen odnos, pa nekje nam uspeva ali pa nam nekaj gre dobro, pa nenadoma nas se za hip ustrašimo, joj, kaj pa moja bolezen, a jo bo to sprovociralo, a ne bo, kaj pa če boljše do tega, kar se mi nekaj lepega dogaja. Včasih se celo v takih trenutkih ljudje obrnejo po pomoč. Obstaja pa tudi nekaj, kar morda še vseeno smatramo, da je manj pomembno. Bolezen, stisko povzroča tudi tistim ljudem, ki so z obolelim povezani. Prav gotovo se je strah, se je skrb, obremenitve tudi. Ja, in tukaj imamo mi v vsakodnevnem življenju tudi hierarhijo, po kateri mislimo, da se bolezen vpliva. Priznamo, da stisko doživlja partner, priznamo, da stisko doživljajo starši. Ampak tu so včasih, hudo je, če zboli otrok, hudo je, če zboli dedek ali babica. Če zboli otrok, seveda se vsi usmerimo na, kako mora grozno biti staršem. Ampak grozno je tudi starejšim generacijam. Včasih se zgodi, da stiska otroka stopnjuje bolečine generacij naslednjih. Ker stiska staršev je neverjetna. Stiska starih staršev doživljajo stisko svojih otrok in svojih vnukov. Starejši, pa manj imajo nabora, manj imajo suporta. Tako da zelo redko se zgodi, pride kakšen iz druge, tretje generacije, ki je kar ni čisto siguren, ali ima pravico svojo stisko sploh predstaviti. In vsak neki posledice nosi in vsak išče svoj nabor, ki pa ni nujno enak. Jaz s tem pomagam, nekdo drugi si z nečem pomaga. Zagotovo pa vedno pomaga, če lahko dobimo aktivno vlogo, da se ne počutimo nemočni. Kaj lahko naredim? Ne dušiti za pretiranim. In gnjaviti, ne? Ja, in vsak dan vprašati in zaskrbljujoče gledati, čeprav te skrbi. Ampak najti nekaj skupno. To je iskanje. Iskanje na obeh stranih, vedno znova, tudi v teh skupinah upozoriš bolnika, nek trenutek rabi to vrstno pomoč in podporo, nek trenutek tako, nek trenutek nobene, je to največ, da zdaj narediš, da ne narediš nič. Skratka, da pa mora bolnik sam, spodbujate k temu vedno znova povedati, česa si želi, da ima pa takrat pa res, če ne že prej, pravico povedati, kaj ja, kaj ne, in pričakovati, da mu bojo prisluhnili. Ja, to je težko. Namreč vsi smo na nek način naučeni, če primerjamo vlogi, da dobiš pomoč ali da daš pomoč. Seveda smo vsi raje v vlogi, da damo pomoč. Ampak če smo vešči dajanja in sprejemanja pomoči, vzamemo to dogajanje, ki je v bistvu najžlahtnejši človeški medosebni odnos, na ravni, da sva oba na enakem. Kajti, ko jaz tebi pomagam, ti meni pomagaš, da jaz sebe bolje doživljam. In ta del, da ne gre, kaj ti bom dolžan, ta del, to je zelo en občutljiv odnos, ki lahko rani oba ali pa oba bogati. In iskrenost je največje zagotovilo medosebnih odnosov, da bo to dober odnos. Ni pa vedno samoumevna ta iskrenost, je kar težko, ne? Ne, ker včasih čuvamo drug drugega, ščitimo drug drugega in naredimo mnogo nejasnosti. Ker pa potem vsak sam, če ima strah, pa se mu zdi, da je on preveč skrbi, mu ni dobro, ker vsak od nas rabi tudi kdaj svoj prostor, biti sam sabo. Tako. Zanimivo se mi zdi tudi, ko naši ljudje povedo, da pravzaprav, ko je najtežje, ko pride bolezen in tako naprej, pa potem se nacepijo lahko še razne drugi problemi, tudi socialni problemi in vsakršne stvari. Velikokrat sem opazila, da pravijo, da ne dobijo pomoči, kot bi jo pričakovali, od tistih, za katere bi pričakovali, ampak kar od nekaterih, ki sploh niso vedeli, da so jim bili tako pomembni v življenju.
To je zanimivo, ne? Ja, to je silno, dosti krat se sliši, ne, se tudi so razne pregovori že, ne, razne modrosti človeške, ne, ko rečejo, da bolezen preseje med prijatelji, da v bistvu, ampak dosti krat rečejo ljudje, spremenil se je moj krog bližnjih. Tako pravijo, ja. Ja, mi pozabimo, da mi tudi oblikujemo svoj odnos do drugih. Če smo čisto iskreni, pa če se znamo, včasih igramo vse mogočne svetovalce. Pa se ljudje v vsaki stiski lahko na nas obrnejo, pa jim damo na nek način občutek, da mi pa vse zmoremo in nam vse gre. In ko smo mi v stiski, se ti ljudje preprosto včasih ne vejo, kako do nas vesti. Vse on pa ima za vse rešitve, ne. Eni ljudje se strahovito bojijo, ker mi moramo se zavedati, da v bližini bolnega človeka najbližji svojci imajo več odprtih front. On se boji, kaj bo moj bližnji, kako bo z njim, prav za njega ga skrbi. Potem ga skrbi, ali bom znal, zmogel, kaj lahko zanj naredim. Potem ga skrbi, to bi se lahko tudi meni zgodilo. Mi vsi vemo, da smo ranljivi, ampak ko nam pride bolezen tako zelo blizu, se je pa bolj zavedamo, diši že po njej. In takrat se ukvarjamo celo s tem, kako bi jo mi reševali. Se pravi, svojci imajo tukaj zelo, zelo hude naloge pred sabo. In lahko je za njih tudi izredno težko. Pa ne samo svojci, tudi prijatelji. Pa sodelavci tudi. Pa sodelavci. Pa potem slišim, kaj pa sploh lahko naredim, kaj pa rečem. Dosti krat se zgodi, da se spomnim, da je nekomu hudo, ampak ne vem, a ga naj pokličem, a ga motim, a ga ne motim. Danes je sicer mnogo možnosti, teh nedirektivnih tudi, ne? Je telefon, je sporočilo, ker ti vseeno daje eno elegantno možnost, da postopoma, da ne butneš, ne? Kaj je največ, kar človeku lahko da? Da ga sliši. Da mu prisluhne, da ga sliši. Občutek, pa kaj bi sploh pomenilo, da ga, vse dosti, da ga slišiš, da rečeš, kako si. Vesna, zelo lepo se to sliši. Včasih je Ni pa lahko. Ne, tako ravno to imamo v mislih. Z različnih vidikov, recimo to, ko si rekla, ne, bi poklical, pa je težko poklicati, ne, ker ne veš, še sam ne veš, kako bi vprašal, še svojih čustev se bojiš, da ne rečem, da lahko kdaj tudi zamudiš trenutek in s tem živiš vse življenje, ne, torej verjetno je eno od sporočil današnjega pogovora, če želi z nekom govoriti, ga danes pokliči. Tako. Mislim, da je to zelo pomembno, odlašanje nam nikoli, ampak res praviloma nikoli ne prinese olajšanja. Ali bomo najpametnejši, ali bomo najboljši, ne vem. Ni treba, da gremo, se lahko sporočimo. Mislim nate, ne vem, kaj lahko zate naredim, povej mi, kaj bi ti lahko olajšalo, karkoli. Ali pa samo rečemo, želim ti vse dobro. Ampak daj vedeti, da si tu za njega, da misliš na njega. Že to je velikokrat dovolj. V mislih imam tudi partnerstva, nekatera že prej niso zelo kakovostna oziroma so morda precej zapletena, saj že tako ali tako so, vsa po svoje na nek način. Potem pa, če pride še bolezen, ki, kot sva rekli, lahko se dotakne socialnega statusa družine, pa potem so otroci veliko negotovosti. Zdaj nekatera partnerstva pa tega ne zdržijo, da ne rečem, če zbolijo otroci in tako naprej. To so bremena ne samo partnerstva, tudi širšega odnosa, tudi možnosti, v bistvu, ker tukaj ena travma se zgodi lahko v družini. Namreč vsaka družina nekako ima eno svojo zaprto celoto. Ko pride bolezen, se zna včasih zgoditi, da preveč noter vstopijo tudi drugi ljudje. Z najboljšimi nameni, z nasveti, sporočili, mogoče čisto napotki, ki morda niso vedno za skupnost najprimernejši. To močno obremeni partnerski odnos, definitivno. Vsem partnerjem je zelo težko. Ampak ena stvar, ki je zelo pomembna in bi bilo dobro, da se zavedamo, kot vedno v partnerskem odnosu, ne pričakovati, kaj bo drug naredil. Vsak partner je dolžan, mora in zmore korak proti.
drugemu iti. Ne samo pričakovati, a boš mi znal prebrati iz oči, a boš znal pravo besedo. Lahko je ne bom znala, lahko je ne bom zmogla, ampak sem tu zate. Povej mi, včasih je dotik, včasih je objem tisti medvedkov mnogo več kot ne vem kako drugo sporočilo. Tako, kaj pa starši, tašče, tasti, tako mi je ostalo eno tvoje predavanje v spominu na Onkološkem inštitutu, smo imeli v enem informativnem dnevu, pa si rekla, da je tendenca staršev, ne, itak so sami seveda v stiski, pa tašče in tasti tudi, pa je potem tendenca, kdo je zdaj za kaj odgovoren in kdo komu pomaga dovolj, kdo komu ne, se spomniš? To so pasti. Jaz govorim o tem kot o pasteh, ker je, ko si ti druga generacija, ne, v bistvu ti imaš te skrbi, ti si dobil novega otroka, ampak tebe dobrobit tvojega otroka tudi skrbi. In je nevarnost, da boš lahko morda se nekje distanciral, da boš morda nekako gledal večjo stisko svojega otroka, pa morda boš manj pozoren na tistega, ki je zbolel. V glavnem težko je to opisati, ker nenadoma vse družinske vloge se podvojijo pri enem, pa pridejo še drugi problemi in strahovi. In ti gledaš oddaleč in tebe je strah, kako bo ta tvoj otrok zmogel bolezen svojega partnerja nositi. Pa se ti zdi, da bo kariero zanemaril, pa se ti zdi, da ne bo toliko s prijatelji, pa se ti zdi, da kako bo pa naprej. To so stvari, o katerih se ne govori, ki se jih lahko čuti. So malo nezavedne ali tudi ne? Zagotovo velikokrat tudi nezavedne. Super je, če se ozavestijo, ker potem lažje sami najdejo prioriteto. Včasih niti je ne delajo za nalašč. Včasih se to iz klica vidi, včasih se to iz vprašanja vidi, mnogokrat se ne zavedajo. Fajn pa je, če se zavedajo v bistvu in znajo to v neke mere spraviti, ker ne pomeni, da ne marajo tistega partnerjevega obolelega zakonca, ne? Otrokovega partnerja obolelega, ne? Ampak samo, da je skrb še tukaj dodatno. In če to niso dovolj pozorni, lahko pride včasih do nestrpnosti, ki ni naslovljena prav. Ker nikoli se tako ne reče, ampak se čuti. In če se čuti, pa se ne reče, se vedno na nek način ta nesporazum lahko povečuje in dela. Ja. Vsak od nas na drug način doživlja, to je zagotovo. In ni nekih receptov, kako naj bi najbolje doživljali. Važna je iskrenost do sebe, važna je pozornost, važno je, da nas je lahko strah. In če nas je strah, včasih ne poslušamo, ampak govorimo pa svetujemo. Samo govoriti in svetovati ponavadi ni najboljši odnos, ampak je boljši poslušam te, poskušam te slišati. Tudi ni vedno enostavno slišati, ko poslušaš. Pri bolezni sploh, ne. Tako da jaz bolj bi rekla, mnogo je takih poti in stran poti v medosebnih odnosov, ampak to vedno. To ni samo v bolezni. V bolezni so samo lahko bolj ranljive in je treba večjo senzibilnost in večjo pozornost. In najboljša stvar je iskrenost. Ni nujno, da vse povem, ampak zagotovo je nujno, da nobene laži ne izrečem. Odlično. Krasna misel za zaključek najinega pogovora. Tako je minil čas, a ne? Kot vedno s tabo, tako je mine čas. Če poskušam eno sintezo potegniti, nekaj misli, rekle si, poiščite pomoč, če so bremena prevelika. Iskrenost vedno odpira vrata, posebej, če je sporočena na nežen, pravilen način. Pogovarjajmo se o stvareh. Poslušajmo se tako. Če poslušam, dajmo se potruditi, da še slišim. Vesna, najlepša hvala. Hvala za povabilo in za priložnost. V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje.